V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus. Torej imamo to priliko, vzeto iz ekonomije nekako, iz vsakdanjega življenja, čeprav Jezusove prilike vedno drugače obrnejo vse stvari. Niso namreč napravljene po človeški logiki, ampak po nebeški logiki, in tukaj gre za spopad med tema dvema logikama, ne? Se pravi, pravičnost ena in pravičnost druga. Vemo, Bog je pravični sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. To je ena od 6 katoliških resnic. Ampak njegova pravičnost ni človeška pravičnost, je toliko velika kot njegovo usmiljenje. Pri nas ljudeh pa je dosti pomembnejša ta naša pravičnost, pred katero je naš Gospod opozarjal, pravičnost pismoukov in farizejev, ne? In še drugih zraven, odvisno kdaj je to govoril. In je rekel učencem, da njihova pravičnost mora biti večja kot pismoukov in farizejev, in to nam tudi v tej priliki govori. Namreč ta prilika najbolj govori o tem neizmernem dolgu, ki ga mi imamo do Boga. Mi s svojimi grehi, kakor molimo v tradicionalnem kesanju, vemo, to se je vse spremenilo v času, ne? Pravimo, da smo s svojimi grehi zaslužili Božjo kazen, ne? In tako je tudi en dominikanski italijanski teolog naslovil svojo knjigo, ki to obravnava: Ker sem s svojimi grehi zaslužil tvojo kazen, ne? To je šlo ven iz tega prepričanja, torej ni tega smisla za greh, ni tega čuta in seveda usmiljenje za vsako ceno. To ostane, ampak vemo, da pravičnost, človeška pravičnost, da je pravzaprav nepravičnost. Zmeraj bi nekje vzela, pa nekam ne dala več nazaj, ne? Tako da ali se pretirava v plus, se pretirava v minus in tako naprej. Vemo pa, kako je človeku volk, kot je rekel eden od teh filozofov prve moderne, bomo rekli, ne. Spravi, kadar je človek brez Božje milosti, je resnično tako, da gleda samo na svoj dobiček, na svojo lastno zadnjo plat, bomo rekli, ne. In gleda krivično pravzaprav na svojega bližnjega, gleda na svojega bližnjega kot na svojega tekmeca, kot na tistega, ki mu bo nekaj vzel, nekaj požrl in tako naprej. In vemo, pride do tega tudi, da potem otroci niso zaželeni in tako naprej, ne. Zaradi tega, ker si domišljajo ljudje, da pač otroci zmeraj vzamejo, požrejo in ne prinesejo zraven, ne. Ampak vemo, stari so rekli, da vsak nov otrok prinese s sabo košček ali pa štruco kruha, odvisno pač v katerih krajih je ta zadeva izrečena. V glavnem, otrok zmeraj nekaj prinese še zraven, tako da mi vemo, mi sprejemamo lepo tudi številne otroke in tako, ne, ampak današnji svet tega ne več tako sprejema, ne več računa s to nebeško ekonomijo, bomo rekli, ne. To so ta dejstva, ne. Ker mislijo samo nase, ker mislijo na svoje pravice, svoje dolžnosti, tak to noben ne misli, ne. In se ne zaveda ta svet, kako potrpežljiv je Gospod, potrpi z menoj, ne. Potrpežljiv, čeprav ga niti se ne prosi, ne, ampak vendarle, on je zelo potrpežljiv. Lahko bi bilo vse še precej hujše, kot je, ampak vendarle neka opozorila so, ne, tudi v teh
naravnih pojavih in tako naprej. Čeprav bojo rekli danes, ne, to nima nobene veze. Ne? Zakaj? Zato, ker današnji človek je naturalist. Ne? To ne pomeni ateist v tistem klasičnem smislu, da bo rekel Boga ni ali pa tako. Dobro, nekateri so tudi taki, ampak načeloma gre za to. Naturalist. Bog sicer obstaja, ampak potem, ko je sprožil ta postopek, po katerem ta svet nekako je sam po sebi nastavljen in tako dalje, mislim, on je sprožil ta postopek, ne? Potem je on šel na dopust lepo in tam pije svoje koktele na ležalniku in tako dalje in ga ne briga več za nas. Ne? Tako nekako se to pojmuje. To je ta deizem. Ne bomo rekli, da Bog ne obstaja. Ne? To tudi prostozidarji tako pravijo. Ne bomo rekli, da Bog ne obstaja. Bog obstaja, še kako obstaja. Ampak to je nek veliki načrtovalec ali arhitekt. Ne? In ga ne briga nič za nas. Se ne ukvarja z nami, ne sodeluje v našem življenju, ampak vidimo, da pravzaprav temu ne more biti tako. Brez te Božje milosti, pojemo Svetemu Duhu, ne bi sploh nič moglo obstajati. Ne? Za Binkošti je lepo to rečeno v tej pesmi Slednice. Ne? Torej, brez Božje milosti ne bi moglo nič obstati. Tako da naša odločitev je, ali se odločimo za to človeško pravičnost in tam bo treba plačati vse do zadnjega novčiča. Ne? Tudi če boš malo dolžan, ne? Pravzaprav bi rekli 100 dni tega zaslužka, ne? To je 100 denarjev. En denarij je zaslužek enega dne bil. Ne? V današnjih časih seveda bi govorili, recimo brez teh inflacij, brez teh stvari, recimo da rečemo 100 evrov na dan, ne? Koliko je bilo pol odpuščeno unmu, ne? 6 milijard, vidite, in za enega služabnika, za enega navadnega delavca in tako naj vrne 6 milijard, če zmore, ne? Ali pa 60 milijonov delovnih dni, ne? Kako boš to povrnil? Na pošten način gotovo ne boš mogel, ne? Ampak tudi drugače, če ti nisi nek bogataš in tako dalje, ne bo to šlo za povrniti. Torej, toliko večje je Božje usmiljenje, toliko večja je Božja ljubezen in če se mi prepustimo tej Božji ljubezni, temu Božjemu usmiljenju, bomo seveda imeli odpisan zelo, zelo velikanski dolg pravzaprav. Ne? In vedno, lejte, zadostuje že samo malo kesanja, nepopolnega kesanja, da nam je vse to odpuščeno. Ampak seveda vsaka taka stvar ima svoje posledice in zato tudi moramo mi zadoščevati. Mi smo si zaslužili kazen, kot smo rekli, za svoje grehe in zato molimo, se postimo, zadoščujemo z raznimi pobožnimi praksami in tako naprej, z mrtvičenji, z vdanim prenašanjem vsega, kar pride, tudi trpljenja seveda, s potrpežljivostjo, s tem, da ni po moji volji, ampak po volji mojega bližnjega, seveda še bolj bi morali gledati, da je Božja volja, seveda, ne? Ker Božja volja je najbolja, ne? Ampak to se ponavadi izkazuje ravno v temu. Če se pa odločimo seveda za to človeško pravičnost in potem takem rečemo, me ne briga za Boga, me ne briga za njegovo usmiljenje, me ne briga za njegovo pravičnost in tako dalje, ne? Potem imamo seveda tudi med seboj to našo človeško pravičnost. In to se pozna potem v naših medsebojnih odnosih, mož do žene, žena do moža, starši do otrok, otroci do staršev, brat do sestre, sestra do brata, brat do brata in tako dalje. Ne? Se lahko naštejemo in naštevamo, pa bomo videli, kako to gre.
tako kot je ta red ljubezni, ne, se pravi od najbližjih naprej, ne, tako tudi gre ta človeška pravičnost, ta človeška krivičnost pravzaprav, ne, kako med sabo živimo. Tako da mi moramo lepo pasti pred Boga na kolena, prositi, potrpi z mano, ti bom povrnil. Seveda nam bo večino dolga odpisal, ampak seveda ostalo bomo morali lepo postopoma plačevati. Še nedolgo nazaj je tudi med ljudmi tako veljalo, ne. So bile te trgovine z mešanim blagom po vseh, recimo v mojih nedavnih župnijah je tam v Podgradu je bila ena taka trgovina, smo se pogovarjali malo in tam tista gospa, ko so prišle te gospodinje in tako po blago, so rekli, nimamo denarja, ne, pač ti ne moramo zdaj plačati. Dobro, boste plačali, kadar boste lahko, ne. Ne vem, eni je rekla, boš prodala mleko, pa mi boš plačala, eni drugi, ne vem, kadar boste prodali meso ali pa karkoli, boste takrat plačali, ne. Se pravi, da to še ne toliko dolgo nazaj se je prakticiralo, ne, se je bilo precej bolj potrpežljivi med seboj in se je precej bolj tudi medsebojno se prenašalo, ampak vidite, bolj ko se izgublja ta smisel za greh in za Boga in bolj ko mislimo, Boga ni in tako naprej, oziroma se obnašamo, kakor da ga ni, oziroma da ni tukaj navzoč, da ne deluje v svetu in tako naprej, potem rata tako med nami, ne, tako nastaja med nami. In potem se tako medsebojno davimo, ne, plačaj, kar si dolžan. To so te zadeve. Zmeraj ostajajo neke rane, neke bolečine in tako naprej in mi mislimo, da mi moramo biti povsem brez tega, ne. Ampak sveti Frančišek Saleški lepo eni gospe, eni dami, torej eni plemkinji je rekel, da je dobro, da ima to bolečino v sebi, da to ji samo koristi. In tako tudi nam. Glejte, vemo, da moramo še precej zadostiti za vse tisto, kar smo naredili. Ne? Tako da, dokler imamo to bolečino, to nas opominja, kje smo na tej poti življenjski. Ne? Se pravi, da moramo Bogu še precej povrniti, ne? Svojimi pobožnimi deli, svojo molitvijo, svojim trudom za krepostno življenje, svojim lepim, dobrim, zakramentalnim življenjem in tako naprej. Ne? To so vse te stvari, ki jih moramo delati. Torej, lepo je poročal italijanski duhovnik o enem pismu iz 9. aprila 1566, ne, kako je šel nek nemški plemič v Rim in je potem pisal pismo svojemu knezu v nemške dežele, da mu je sporočil, kako v resnici je v Rimu. Ne. Vemo, to je bilo v časih svetega papeža Pija V. In takrat torej ni bilo ravno tako res, je bilo tudi res tisto, kar je govoril Luter in njegovi pajdaši in tako, ampak ljudstvo v Rimu je na veliko v svojih grehih vzklikalo in ječalo k Bogu po usmiljenje. So imeli te bratovščine, ko so se bičali, da je kri curljala na tla, toliko so se bičali in tako naprej. Ne? In delali še dosti drugih teh pobožnih vaj, da bi dosegli Božje usmiljenje, da bi zadostili za svoje grehe. Ne? In veste tudi sami, da naša Božja mati, ko se je prikazala pastircem v Fatimi, ni rekla, naj ne zadoščujejo, naj nimajo tistih cilicijev in tako naprej, se pravi tistih špičastih pasov in tako. Ampak je rekla,
po noči jih lahko vzamete stran, ne? Ampak čez dan jih pa le imejte. Ne? Tako da tudi dobrih 100 let nazaj je to še vedno veljalo. Vemo, da potem je šlo samo še na slabše v tem oziru. Tako da k temu smo, brate in sestre, povabljeni. Mi ne bomo sveta rešili, ne? Mislim, danes mnogi tudi dobri katoličani in tako si mislijo, kako bojo rešili probleme sveta in tako, če bodo čim več se s tem ukvarjali, se pa premalo ukvarjajo sami s sabo, svojo dušo, svojo vestjo. Ne? To, vidite, to je naš svet, to je moj svet. Ne? In kadar umrem, je konec tega sveta. Ne? In kaj si zdaj napravil s tistim? Si rešil v svet? Nisi. Zato, ker nisi sebe rešil. Ne? Nisi svoje duše rešil. Mnogi danes se posmehujejo temu reši svojo dušo, ampak se ne zavedajo, da ravno to je treba narediti. Če hočeš drugim pomagati, moraš prvo svojo dušo rešiti. In tvoja molitev ne bo koristila drugim, če ne boš v Božji milosti, če ne boš zadostil za svoje grehe in tako naprej. Takrat šele bo koristila tudi tvoja molitev za druge. Ne? Do takrat bo pa to vse delano zadostitev za tvoje lastne grehe. To se moramo zavedati. Ne? In moramo ustrajati pri tem. Bodimo torej, tako kot nas lepo v berilu uči sveti Pavel, nadenimo si vse to, kar nam ponuja Bog, torej da se lepo po vojaško upravimo, da bomo izkoristili to orožje, to orodje in da se bomo borili proti tistim resničnim sovražnikom, ki so tukaj dani. Ne? Lepo pove sveti Pavel, proti komu se borimo. Ne? Torej se moramo ustaviti hudičevim zvijačem in se ne bojujemo zoper meso in kri, torej se ne bojujemo zoper ljudi. Ne? In tako tudi moramo pojmovati, da nimamo nekih človeških sovražnikov, ne? Ker bližnji je vsak človek, naj bo naš prijatelj ali sovražnik, ampak borimo se zoper vladarstva, oblasti, svetovne gospodovalce, te teme, hudobne duhove in tako naprej. Ne? Torej borimo se proti temu. Ne? To je duhovni boj, torej proti temu se borimo. Zato moramo tudi imeti v tem duhovnem smislu pravo orodje in orožje. K temu spada seveda v mesecu oktobru še posebej poudarjamo molitev svetega rožnega venca. Nikoli ni dovolj molitve, nikoli ni dovolj tega treninga, tako da dajmo to izkoriščati, dajmo se učiti. Lahko kadarkoli to delamo. Ne? Sveti Ludvik Grignon de Montfort je lepo rekel, da tisti, ki je na poti, lahko tudi med hojo to moli. Se pravi, lahko molimo recimo tudi, kadar hodimo, kadar se vozimo, kadar vršimo neke svoje delovne dolžnosti in tako naprej, še zmeraj lahko tudi zraven molimo. Če ne moramo moliti ravno rožni venec, lahko pa imamo spokorne in pobožne vzklike, vzdihe. Ne? Tako da to nobeden ne more reči, da ne bi mogel tega delati. Ne? Posebej pa, kot je verjetno znano, če mirujejo malo ta naša elektronska sredstva, taka in drugačna, bomo lahko tudi zmolili kakšno molitev več, tudi kak rožni venec, ne? Ker vemo, da to ne zahteva prav ne vem koliko časa. Dajmo se truditi, da bomo tudi v molitvi borbeni, da se bomo borili proti raztresenosti, proti naveličanosti, proti vsem tem zadevam, da se bomo borili, da bomo spet znova in znova se skoncentrirali v molitvu in tako naprej. Ne? Da bomo mislili tisto, kar delamo, ker lepo pravi katekizem, tisti, ki ne misli, kaj dela, tisti ne moli. Ne? Torej ne nam naša nebeška mati lepo
v teh odločitvah in v teh bojih pomaga, da bomo mi lepo rešili naš svet, vsak svojega, svojo dušo torej, in da bomo poplačali ves dolg, ki smo ga seveda dolžni. Z Božjo pomočjo bo seveda neskončno manjši ta dolg, ki smo ga dolžni, ampak nekaj pa vendarle moramo tudi storiti, kar smo sposobni storiti. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.